man, zdaj ti je ostal po mojo sobo pripovedati. Zdaj si sploh ne igraš več s tem pliškoti. Ja in še vse so moji. Mamic bom povedal, da si nesramna. Jaz pa, da se vse čas baš sladkarija. Jaz pa, da sporisava kavč. Jaz pa, da vse čas ljubim videoigrice igrati. Bo že videla. Kaj pa mi boš ti smrkavc? Zdaj pa zgimban z moje sobe. Pojd ven! Naj obtoženka stopi pred poroto. Izabela, danes stojiš pred nami, ker smo te spoznali za kriva več dejanj. Kriva je, kriva je, kriva je! Pa ne že spet, kaj sem naredila? Naj porota spregovori. Obtoženko smo spoznali za krivo večjih dejanj. Eno izmed teh dejanj je, da je pojedla celo škatlo piškotov in prazno vrnila nazaj v omaro. Kriva je, kriva je, kriva je! Če pa nisem našla koša za smeti. Obtoženka je prnila v razredu. Kriva je, kriva je, kriva je! Ej, moja babi pravi, da vse, kar gre not, mora tudi ven. Obtoženka je skakala po postelji, pri tem tudi zlomila. Kriva je, kriva je, kriva je! Mogoče je bila pa slabe kvalitete. Obtoženka je za v šolo obula 2 različna štumfa. Kriva je, kriva je, kriva je! To je zdaj čisto v modi. Obtoženka je mami zakodirala telefon. Kriva je, kriva je, kriva je! Ona mi je rekla, da ga imava skupaj. Obtoženka je porisala kavč s flomastrom, alkoholnim. Kriva je, kriva je, kriva je! Samo padel mi je na kavč. In najhujše od najhujšega je, da je obtoženka bratu zlomila očala. Prosim? Grozno. Mislim, Izabela, ne preostane nam drugega, kot da te kaznujemo z donajstniškim zaporom. Vrgli te bomo v ječo, kjer boš v kotu razmislila o svojih dejanjih. Odpeljite jo! Ječo, ječo, ječo! Prosim, dovolite mi, da razložim. Nedopustno, nedopustno, nedopustno!
Krce! Ja, kaj naj pa zdaj? A ti si torej Izabela? Dobrodošla v zaporu za otroke. Kdo ste pa vi? Mi smo lačni in ti izgledaš kot okusna večerja. A ste jo videli, ko se je ustrašila? Dobro smo jo. Ja. Frišna, verjetno je prvič v zaporu. To pa ni bilo lih lepo. Pa sej smo se sama opohecali. Zakaj pa sploh si v zaporu? Sploh ne vem, kje naj začnem. Prvo so me obtožili, da sem pojedla vse piškote, pa prazno škatlo vrnila nazaj v omaro, da sem prdenila v razredu, da sem za v šolo oblekla 2 različna ščumfa, mami zakodirala telefon, skakala po posli pa jo zlomila, z alkoholnim flomastem porisala kavč, pol so me pa še obtožili, da sem bratu za nalašč polomila očala. Kar polomila si mu jih. O, to je pa prvič v naši eči. Naj se ti predstavimo. Mi smo tvoji pliškoti. Tisti, ki jih že leta nisi dala ven iz prašne omare, ker si se nas naveličala. Se še spomniš? No, moje ime je Kavel in imel sem najbolj ostre zobe daleč naokoli. In z njim sem trgal in trgal vse, kar se je dalo raztrgati, sem raztrgal. Povej, kako so te pa dobili? Bolel me je zob, zato sem šel k zobozdravniku. Ta pa je našel vse potrebne dokaze v mojih zobeh. Zobe so me pobrusili in me vrgli v ječo. Au, moj zob, au. Jaz sem pretkana Ana. Zvito sem znala ukrasti vse, kar se je dalo ukrasti. Torbice, piškote, uhane. Vse, kar se je dalo ukrasti, sem ukradla. Povej, kako ste te pa dobili? Naredila sem zelo zvit načrt. Kako zvito bom ukradla čokoladni zavitek. Ako sem ga ukradla, me je zvilo v želodcu. Našli so me, kako se zvijam v kotu. Povezali so mi roke in na noge dali kregulčke, da ne moram biti več zvita. Jaz sem pa Benko, jaz sem pa zbežal. Iz kraja zločina? Ne, od strahu. Vedno, ko me je kaj preplašilo, sem zbežal. Nekega dne se je zgodilo, da me je preplašil policist. Kako so te pa dobili? Ko je policist videl, da bežim, je posumil, da nekaj skrivam. Nastavili so mi korenje in me vrgli v ječo. Ne morem se upreti korenju, to je moja največja šibkost.
Ti pa nam povej, kako si bratu zlomila očala, si jih dala v usta in izgrizla, si jih zdrobila na majhne koščke. Sploh jih nisem. Beda. Ne hodim v bratovo sobo, kaj šele, da bi se dotikala njegovih stvari. Zakaj bi me polomila očala, če pa brez njih sploh nič ne vidim? In sedaj moram biti tu do najstništva. Do najstništva si lahko mislite. Še telefon so mi vzeli. Največja krivica, ki se sploh lahko zgodi. Najboljše, da kar pobegnem. Ja, pobegnila bom in vi mi boste pomagali. Skupaj bomo pobegnili iz te ječe. Kar lepo počasi, Izabela. In nikar tako na glas. Ja, da te ne bo kdo slišal, kaj govoriš. Pa saj nas nihče zares ne posluša. Vse slišiva. Je kdo rekel, da hoče pobegniti? Ne, nihče ni tega rekel. Gospod, to ste imeli samo prisluhe. To je najlepši zapor daleč naokoli. Kdo bi bil tako neumen, da bi želel pobegniti iz tako lepega zapora, kot je ta? Jaz zagotovo ne. Ja. Najlepša in najboljša. O, Izabela, a si se že dobro namislila v svojo ječo? Izidor. O, Izabela. O, Jupi. Jupi, preglej ječo. Ja, gospod. Dobro. Tvoja kazen je primerna zločinu. Polomila si moja očala. In da ne bi slučajno razmišljala o pobegu iz te ječe. Dobro veš, da ti nisem polomila očal. Prej kot vse drugo mislim, da si mi ti to podtaknil. No in zakaj bi ti to naredil? Ker si ljubo samo name in na moje prijatelje. Mi se družimo in zabavamo skupaj. Ko pa takole pogledam Jupija, mi je čisto kristalno jasno, zakaj si ljubo sumali. To sploh ni res. Šef, nič sem ljuga, nisem našel. Dobro. Pobeg iz te ječe je nemogoč. Volk, lisica in zajci te lahko to povedo. Volk je že večkrat hotel prekrizniti rešetke. Lisica se je že večkrat hotela izmuzniti mimo rešetk. Zajci, oni pa itak se ga bojijo. Samo s tem ključem je mogoče pobegniti. Res ne želim, da trpiš, ker se ti je zgodila taka krivica. Dam ti ga pod enim pogojem. Kaj? Poljubiti moraš Jupija. Ne morem. Se mi zdelo. Grem. Ne pričakujte me kmalu, saj sem zelo zaposlena. Skrbno prebiram tvoje SMS-e in slike na tvojem telefonu. Ej, a ja, ne smem pozabiti, pisati ravno Andreju. O, ne boš. Nujno moram dobiti ta ključ, preden se Izidor kaj zmeni z Andrejem. Izabela, ne bo šlo. Ja, nemogoče. Včasih sem res lahko pregriznil rešetke, ampak odkar so mi pobrusili zobe, se me še bolhe ne bojijo več. Ja, Izabela, včasih sem lahko izmaknila stvari iz vsakega žepa. Zdaj, ko so mi dali tele kraguljčke na noge, se pa žepi meni izmikajo. Ja, nemogoče je, ne bo šlo. Nikoli ne bo uspelo. Večkrat smo že poizkusili, a takoj, ko pomislimo na pobeg. Se prestrašite? Ne, ko pomislimo, da tu dobivamo za ston korenje, si rečemo, da je vredno malo potrpeti, kaj ne? Ne, tako ne gre več. Izabela, sprijazni se, tukaj boš videl do najstništva. Pa kaj, Izabela, saj kmalu pride najstništvo. Koliko časa sploh si ujeta tukaj? 5 let, 10 let? 10 minut. Uf, tukaj gre pa čas res počasi. O, takole bomo naredili. Kabel, tebi bomo pobrusili zobe, da boš spet lahko pregriznil rešetke. Bob, pomagaj mu. Lisica, tebi bomo odstranili kraguljčke, da boš spet lahko se tih utapila. Bučka, pomagaj jim. Vam trem pa bom pokazala par borilnih veščin.
poljub za zameno za ključ. Kaj pa poljub? Šef bo jezen. Zakaj si slovo klub? Izabela, prekršila si, takoj vrni ključ, prekršila si dogovor in... O kakšnem ključu govoriš? Jaz nimam nobenega ključa. Niti pomoči tukaj boš do najstništva. Pojeta v svoji sobi, iz katere te ne bo rešil nihče. Saj mi ta ključ! Ne dam. Vem, da si mi podtaknil ta zločin. Polomila si moja očala. Nisem, sam si polomil ta butasta očala. Ti si butasta. Ne, ti si butast. Ti si butasta. Ko sta ne bi moj brat. Ključ je moj. Gremo, volk, lisice, zajci. Bob. Lisica, si sad ti še živa? Izidor, a si v redu? Zakaj si želiš, da ne bi bil tvoj brat? Joj, pa saj ne. Ja, pa si. Zadnjič sem te slišal, kako si svojim prijateljem rekla, da sem butast in da si ne želiš, da bi bil tvoj brat. Jaz pa vse, kar si želim, je, da si bil družil in igral s tabo in tvojimi prijatelji. Veš, to je res kar zletelo iz mojih ust. A včasih me jeziš in ne prenehaš, ko rečem, da je dovolj. In tudi to ni bilo lepo, da si se vsem zlagal, da sem ti polomila očala. Ja, res si ne bi smel zlagati. Kdo pa je potem polomil očala? Jaz sem bil. Sam si polomil svoja očala. Ja, in prva stvar, ko se mi je zgodila, ko sem jih zlomil, je, da sem se zaletel v vrata. Oh, ti kura slepa. A sva v redu? Ja. To pomeni, da se zdaj lahko vsi skupaj igramo. Ja, kaj pa se gremo? O, imam ful dobro idejo. Pojdimo skakati po kavču in pozno zvečer tuliti v luno. Ne. Pojdimo se skrivalnice. Ne, gremo krast piškote, nihče ne bo vedel. Ne. Pojdimo se podajati žogo. Imam najboljšo idejo. Gremo se... Zapor za otroke. Izidor, spoznali smo te za krivega več dejanj. Kriv je! Izabela. Naj porota spregovori. Obtoženca smo spoznali za krivega večjih dejanj. Eno izmed teh dejanj je, da je pospravil umazano posodo nazaj v omaro, ker se mu je ni dalo pomivati. Kriv je! Obtoženec je vsem barbikam svoje sestre otrgal glave. Kriv je. Obtoženec se je oblekel v mamino oblačila in šel v trgovino. Kriv je. Izabela. Saj veš, da se samo hecamo. Ja.
delam hiti, šoka mi reče hitke. Še zmeri sem tudi karel, še zmeri sem si za naselje, še zmeri rap full dog speed, za mene je vsaka nedelja. Delam komunsko, za vse moje frende, stare in mlade. Mene je vrhunsko, kreiram komade, pobiram nagrade. Ponavljam se ne hvala, to ni moji navadi, veš, jaz sem pisan od tega, koliko ga